Danes sem med vami tretjič kot župan in prav, da naredimo neko inventuro, če tako rečem, tistega, ko smo prvič govorili, da bomo naredili, zdaj tudi nekaj tega prišli, kar smo že naredili in seveda, kako bomo naredili v prihodnje. Kakorkoli že, kljub mnogim investicijam, ne moremo mimo tega, da v uvodu ne omenjam nekaj časa, kateremu največ posvečamo skupaj z občinsko upravo, to je umeščanje JEK2 v naš prostor, spravo govorimo tako o ožjem delu, kako tudi v širšem, v celo Posavje, in tukaj lahko potrdimo oziroma izpostavimo tudi dobro sodelovanje vseh županov in smo tukaj tako enotni, da lahko rečemo samo pohvalno sodelovanje. Zdaj pa bi se rad sprehodil čez par projektov, ki so ob tem zaznamovali našo mestno občino Krško, naše delo, in sicer ne moremo iti mimo enega izmed najpomembnejših objektov, lahko rečem v zadnjih 18 letih, to je bazen Krško. Kako številko zraven vrgel, da ste dobili občutek tudi, kaj to pomeni v finančnem pogledu. Govorimo o projektu okrog 15 milijonov evrov, od katerega smo dobili, lahko rečem, dobrih 8,5 milijonov odobrenih nepovratnih sredstev, kar si štejemo izredno čast. Lahko rečem, da projekt teče vse po planu s časovnico, tudi finančnemu planu, tako da zaenkrat na tem področju ne vidimo nobenih težav in tudi že danes vabim na otvoritev, ki bo konec letošnjega leta. Ob tem objektu delamo park urbanih športov, cirka 2,5 milijona evrov investicije in oba projekta bosta zaključena v letu 2026. Izobraževanje, šolstvo, vsi dobro veste, ste seznanjeni z našim dolgoletno željo in začetkom gradnje osnovne šole dr. Mihaela Rostoharja Krško, ki je namenjena za otroke s posebnimi prilagojenimi potrebami. Uspeli smo pripeljati dobitev vsa gradbena dovoljenja, ni bilo lahko, preko pogajanj uspeli smo tudi dobiti nekaj nepovratnih sredstev, nekaj imamo zagotovljenega v lastnem proračunu in seveda vse akcije pridobivanja dodatnega sofinanciranja tudi nadaljujemo in upam, da bomo tudi uspešni. Samo tako 19 milijonov evrov je pa projekt, o katerega sem zdaj imenoval. Cestna in komunalna infrastruktura, smo občina, ki je po kilometraži, če tako rečem, druga v Republiki Sloveniji in temu primerni so tudi izdatki in pa stroški. Potem zaključili smo med večjimi projekti, ki smo jih zaključili, lahko rečem, da je zaključena tretja faza ceste na Ribnik, slab milijon, ureditev kanalizacijskega omrežja na Raki, slabe 3 milijone, gradnja pločnikov in Senuša, slabe pol milijona, Popočje, Beli Peksek in tako naprej, in še bi lahko našteval. Zaključena je bila tudi prva faza ureditev večnamenske poti ob reki Savi v dolžini slabih 500 metrov, v sklopu projekta Ribištvo na spodnji Savi. S tem nekako dokazujemo, da nismo pozabili na turizem, čeprav vsi imajo za energetsko občino. Če se v nadaljevanju dotaknem objektov kulturne dediščine, lahko rečem, da smo obnovili streho na Kapucinskem samostanu, izjemnemu, lahko rečemo, objektu zgodovinskega pomena. Uspešni smo bili pri projektu Grajske sanje, govorimo o slabem milijonu, za katero je bila lani podpisana pogodba v letu 2026, prvi letos pa začnemo razvijati oziroma to iz papirja začnemo graditi oziroma izvesti samo gradnjo. Tudi tukaj je zelo pomemben podatek, da obnavljamo tako imenovano Moserjevo hišo, kjer bo urejen večstandardni apartma za turistično ponudbo, tako da poskušamo preko kulturne dediščine tudi ohranjati stik s turizmom in seveda z lokalnim gospodarstvom. Lahko rečem, smo bili uspešni pri pridobivanju sofinancerskih sredstev, poleg tako že navedenega med temi številkami CTN mehanizma. Lahko rečem, smo bili tudi uspešni pri okviru projekta Soft Academy, kjer smo pridobili sredstva v višini 130 tisoč evrov. Potem smo lahko se pohvalili uspešni pri projektu Let it be. To je projekt, ki je bil v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Govorimo o sicer dosti velikem projektu v višini 1,3 milijona, vendar pa tudi tukaj smo kot nosilni partner, dosti manj sredstev pride na našo občino.
dobrih 200 tisoč evrov. Pomembno je pa to, da bomo s temi sredstvi v bistvu nadaljevali zgodbo našega Bohorja in približali, ki bi ga radi, oziroma ga bomo naredili kot stičišče čebelarstva, čebeljih izdelkov, narave in kulturne dediščine. Morda, pa še tukaj zraven, zadnjič sem slišal zgodbo, da svet propade, če ni električne energije in če ni čebel. Za elektriko bomo skrbeli ali pa skrbimo v energetski občini, za čebele pa bomo skrbeli na Bohorju. Na področju trajnostne mobilnosti smo v letu 2025 nabavili in se vozi po naših ulicah električni avtobus za javni potniški promet. Govorimo o slabem pol milijona evrov. In lahko se pohvalimo, da smo pridobili skoraj 80% sofinancerskih sredstev iz že navedenega mehanizma CTN. Končana je bila tudi ureditev 2 novih postaj izposoje koles, Krčan, in sicer v Leskovcu pri Krškem in pa v Bresanici pri železniški postaji. Tako da laufajo obe, malo je zima, ampak mislim, da bojo kmalu v polnem teku. Kar se tiče gospodarske infrastrukture in podpore podjetništva, nadaljujemo zgodbo opremljanja poslovnih con, tako Vrbina kot Drnovo. Zaključena je komunalna ureditev naselja Dorc v Brestanici, rekonstrukcija lokalne ceste Brestanica-Dorc-Tolonik v višini 1,5 milijona evrov. V letu 2026 pa lahko rečem, pa se začenja projekt fizična postavitev podjetniškega inkubatorja, ki bo zrasel v poslovni coni Vrbina v višini 6 milijonov evrov. Govorimo tudi, lahko rečem, v regijskem projektu, kajti tukaj bodo našli svoj dom mladi podjetniki iz vseh občin v naši regiji Posavje. Lahko rečem tudi, da zelo pomembna sredstva namenjamo podpori malemu gospodarstvu. V letu 2025 smo preko javnih razpisov za ta namen zagotovili in tudi dali 400 tisoč evrov podpor. Zelo podobno prakso oziroma podobna sredstva pa nadaljujemo tudi v letu 2026. Lahko rečem, da sem vesel, ponosen, da v letu 2026 vstopamo oziroma smo vstopili s sprejetima dvoletnima proračunama. Za leto 2026 znaša na prihodkovni strani slabih 60 milijonov evrov, na odhodkovni pa 67. Ampak kar je meni zelo pomemben podatek je to, da je kar 53% teh sredstev namenjeno za investicije, kar pomeni, da se bo v Krškem gradilo, tako 26 kot tudi 27, kar je zelo podobno številke ohranjamo, sicer malo nižje, ampak ohranjamo tudi v letu 2027. Že omenjena šola dr. Mihaela Rostoharja, v bistvu čakamo, smo sredi postopka izbora izvajalcev, lahko rečem, imamo 5 ponudnikov in nadaljujemo zgodbo in verjamem, da bomo v spomladanskih časih tudi dejansko zakopali lopate na tem območju. Med ključnimi načrti za leto 2026 je seveda tudi dokončanje že vseh teh navedenih projektov, nekateri že, lahko rečem, kažejo luč na koncu tunela sveta, tako da verjamem, da se bomo ob njihovih otvoritvah srečevali. Prometna infrastruktura, ureditev več rekonstrukcij cest, od Stari Grad, Marof, Semiško ulico, Leskovcu, zaključek 3. faze ceste na Ribnik, zaključek pločnikov med Krškim in Starim Gradom, izgradnja pločnika Križaj-Podbočje, ste lahko videli, ste se mimo peljali, ureditev avtobusne postaje in pločnika v Velikem Raševem, ureditev večnamenske poti ob G1-5 hidroelektrarna Krško do Zatona in lahko bi še in še našteval. Pomembno je tudi dejstvo, da zelo veliko vlagamo v državne projekte in hvala Bogu, da lahko. In sicer trenutno je v teku rekonstrukcije regionalne ceste Zdole-Krško, govorimo o projektu 6,3 milijona evrov, naš znesek je dobrih 600 tisoč evrov. Sodelujemo oziroma pripravljamo se za izvedbo rekonstrukcije regionalne ceste Podstredna Brestanica v naselju Koprivnica, ceste in pločnik skozi naselje Raka
in lahko bi kar še nekaj časa našteval. Morda še en tak podatek, malo bolj zanimiv. Smo pred začetkom razpisa za izbor izvajalca za izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture v Gržeči vasi in pa Malem Podlogu. Govorimo v investiciji cirka 4 milijone evrov. Ob vsem tem, kar sem naštel, ob vseh teh številkah, pa lahko zatrdim in rečem, da Mestna občina Krško ohranja finančno stabilnost in zmerno raven zadolženosti. Skupna zadolženost občine je konec leta 2025 znašala manj kot 8,7 milijona evrov, do konca leta 2026 ob vseh teh investicijah pa ne bo presegla 11,5 milijona evrov. Skratka, prepričan sem, da doseženi rezultati in načrtovane naložbe potrjujejo odgovorno in upravljanje naših delov z javnimi sredstvi.